To je speva Vlaki. Do konca svojih dni je rada govorila o vlaku, s katerim se je vsako mladost peljala iz Žalne v Ljubljano in nazaj. Stopila je v premično hišo, ki je pospeševala, drdrala in cvileč zavirala. Bleščeča tira sta se tam daleč v neskončnosti združevala. Neskončnost je bila Ljubljana. Vir nemira in vseh dekliških hrepenenj je bila Ljubljana. Tam so bili koncerti, operne predstave, mira, prihodnosti. Tja se je vsak dan vozila, plašna in radovedna in bolj lačna kakor sita. Vsak delovni dan je oblekla zakmašna oblačila in racala, da je ostala skrita luknja na nogavici. Za seboj je pustila vas in nekaj ur vdihovala mesto. Žitna polja so bila premajhna za njen čarobni glas. Hiša je bila preozka za 10 otrok. Kadar je mogla, je zbežala do gozdnih jaz, kjer je prepevala, da je donel zeleno bok. Materi, kmetici, je bila hvaležna za vse knjige, ki jih je zvečer izčrpana na glas brala. Strog in oddaljen, kakor je bil, je prav oče snel verige revščine. Brezplačen vlak je bil njegov edini dar in zgodbe potovanj prek daljne, širne Amerike. Najlepši uri dneva, en sam čar in žar, sta bili potovanji z vlakom zjutraj v Ljubljano, zvečer pa spet domov. Takrat čas ni bil gospodar. Ni bilo treba delati na polju, se učiti, rano vstajati, hiteti. Takrat je vladala pesem, kraljica src vseh potnikov. Študentom je na plano planila duša, peli so na glas, tudi kakšen resen učitelj se je kdaj pa kdaj pridružil, pa delavci, ki so navsezgodaj šli na šiht, ko jim je nočna plesem še mrežila obraze in se na vse pozno vračali in si ob tej mladini, ki je pela in razgrajala, za hip privonjali lepoto, ki drhte zveni, ubrano, kakor sanje onstran gluhega garanja od jutra do večera, nato pa so se zdrznili, pogoltnili požirek šnopsa in sredi stanja odrevenelosti kvartali naprej. Do konca svojih dni, celo takrat, ko so drugi sledovi potemneli, se je spominjala mladeničev, ki so z njo peli, zaljubljeni vanjo, sem si mislil, da je s celim telesom čutila rahlo omotico. Nikoli ni glasbe doživela tako globoko. Sedeli so tesno drug ob drugem in njen glas se je, kot bi molil, povzpel visoko, visoko nad škripanje tračnic. Takrat ni vedela, da so bili ti leseni stoli največji oder njenega glasu in da bo drugačen vozni red uravnaval njena pota. Ni postala slovenska Carmen, kot je prerokoval Beteto. Zakleto. Postala je novinarka in mati 3 otrok. Namesto partitur je brskala po krtačnih otisih in potrebovala je 12 parov rok, da je skrbela za nas 3. Glasba se je skrila v molk. Le včasih, ko smo potovali z vlakom, so se ji zasolzile oči.